Kakšne mi tako vroče. VIP Randi in Sandi. Dober dan, dobri ljudje, jaz sem Sandi, vi pa spremljate VIP Randi in Sandi, rubriko, v kateri nekoga izmed poslušalcev pošljemo na randi znano slovensko osebnostjo. In tokrat nekoga, ki se je na randi prijavil, pošiljamo na druženje s Primorko, mamo, pevko, pa tudi princeso rock flaute, ki točno ve, kako izgleda nastop pred 200 milijonov ljudi. To je seveda Tinkara Kovač. Živjo, Tinkara, pozdravljena, kako si, evo, izvoli sesti. Po kolikem času na Goriškem? Jaz sem skoraj vsak teden tukaj pri vas, ne ravno na radiju, imam tukaj razne glasbene vezi, včasih pa tudi kakšne mlajše glasbenike in glasbenice učim, kako se poje, nastopa in igra flavto. Zelo lepo. To, da si nastopila pred 200 milijonov ljudi, veva kaj? Na kaj se to nanaša? Tako. Ja, to se nanaša na moj nastop z Vatikanskim orkestrom pred papežem. Tam je bilo takrat 185 000 ljudi v živo. Medtem, ko so to prireditev, ki je bila namenjena takrat otrokom, prva prireditev papeža Benedikta, predvajali v živo po celem svetu. Po celem svetu. In recimo, evo, če se naveževa, ni bil edini, še en tak nastop je recimo bila tudi Eurovizija. Tako je, tako. Ja. Ampak danes pa sva takole na randiju, ne? Kaj pa to sploh pomeni, da se psihološko pripravim? Na dejtu. Ojoj. No, ni čisto pravi dejt, gre samo za eno druženje. Povej mi, kdaj si bila recimo ti nazadnje na randiju? Včeraj. Včeraj? Aha, in kako mora izgledati randi s Tinkaro Kovač? Kaj je recimo Tinkari pomembno? Avtentičnost, da smo to, kar smo. Zelo lepo, to je itak tisto glavno. No, tokrat o prisotnosti kamer, zdaj bodo vsi pisali, Tinkara ima novega. Ampak boš pa, torej mi poslušalcem povemo, kdo nas obišče in potem se oni prijavljajo. Ne povem, da je prišlo ogromno prijav. Povej mi, kaj praviš, kakšna bi bila tista oseba, poslušalec, mora biti to glasbenik, da se recimo tako pokonektaš? Ne, kdorkoli. Jaz mislim, da se ljudje lahko, če želimo, in kot sem prej rekla, kot izhodišče, če smo to, kar smo, lahko povežemo s kralji ali pa berači in ne čutimo popolnoma nobene hierarhije med nami. Odlično. Evo, tokrat je bila sreča na strani poslušalca, ki te spremlja že dolgo, posluša tvojo glasbo, prihaja pa iz Nove Gorice. To je poslušalec Eugen! Lep pozdrav! Dober dan, pozdravljeni, živjo! Takole, Eugen, pozdravljeni. Z moje strani. Evo, ker izvolite tukaj sesti. Kako ste, Eugen? Odlično. Odlično, ne? Zakaj ste se prijavili, ko ste slišali, da prije Tinkara Kovač? Verjetno jo spremljate že dolgo. Ja, tu kar se sliši dosti, tako da, malo za vid, tako da se bolj uživo. Tale kabel bo malo popravila, da vas jih ne zavežemo tukaj na kavč. Vidi, ja. Pa po moje je sigurno neka taka rokerska duša. Predvidevam po srajčki. Po srajci. Gli smo prav barvno usklajene. Ja, barvno sta usklajena. Jaz se upravičujem za očala. Mene zelo moti, če se z nekom pogovarjam, da ga ne morem gledati v oči, ampak se je z mano malo poigral cvetni prah. Ja, in je prišla take oči, jaz rabim očala. Tako da smo uredili tudi poslušalke, gledalke, gledalci. Zdaj veste, zakaj ima očala. Mislim, ker radio sploh ni več radio. Včasih si lahko prišel, ne vem, v patih. Zdaj pa toliko teh luči in res rabim očala, da ublažim malo to luč. Po katerem projektu se recimo najboljše spominjate Tinkare? Vse, tudi Eurovizija, pač pesmi ima ogromnih, tako da je res zanimivo poslušati. No, evo, mogoče jo boste v nadaljevanju še bolj spoznali. Šli se bomo eno igro. Poznate to varianto. Tukaj imam 3 kuverte, 3 različne igre in ena je tista, katero boste vi določili. Tako da kar dajte eno. Sredina, evo, že dolgo časa ni šel nihče na sredino. Katero igro smo šli? Kar poglejte. Igra. Ja, tako, malo se bomo zabavali. Resnica ali laž? Resnica ali laž. A poznata to igro? Poznata? Jaz bom zdaj prebral nekaj trditev o Tinkari. Ti, Tinkara, boš pa vse zagovarjala, kot da je bilo res. Aha.
Eugen, Torej, tudi če ni, se delam, tudi da če je. ni. Okay. Mal je treba tudi tukaj teatra vključiti. Se bo potrudil. Eugen, vi pa boste mogli ugotoviti, a je to, kar je ona povedala, resnica ali laž. Če je ta trditev za njo se navezovala enkrat v preteklosti, kakorkoli. Evo, če smo pripravljeni, lahko gremo. Tinkara, marsikdo ne ve, ampak ti zelo rada šraufaš omare. Torej si doma vse omare sama zložila. Menda greš tudi rada kratko v Ikeo, kupeš omarcev, samo da malo ročne spretnosti. Ja, ko mi čakam, da lahko tiste imbuse in tiste razne šraufe in tako naprej to namontiram in uživam in ponavadi to rada počnem sama. Zato, ker če je kdo zraven, je vedno nek zaplet. Ne? In potem se začnemo kregati in tako in potem ni nič od tega. Nazadnje sem šraufala svojo posteljo, ki je res zelo velika in sem vse doge obrnila na robe in potem sem tako v bistvu rabila 4 dni za eno dokaj preprosto posteljo, ampak zadovoljstvo na koncu je bilo neizmerno. Koliko bi rabila za eno tako omaro? Ma to ni nič. To ni 15 nič, minut, to je narejeno. 15 minut je zložen na studio. Je to resnica ali laž? Ma bi rekel, da zna biti, da je res, ja. In je to res? Je. Točno tako, bravo. Evo, Tinkara, leta 2008 si nastopila na večerji, ko nas je v Sloveniji obiskala kraljica Elizabeta II. Kako je bilo? Te je kraljica kaj ogovorila? Ja, preden sem šla proti tja, to je v Lipici bilo, ne? Tako, tudi tam Lipico je zraven, obiskala. kjer jaz živim, ne? Tako, ja. 6-7 minut z avtom. Moram reči, da sem imela kar tremo. V bistvu večjo kot takrat, ko sem nastopala za papeža v Rimu. No. Koliko komadov je bilo takrat? 3 pesmi sem 3 zapela. pesmi. Ja. Ma tu bi rekel, da je. Bi bilo res? Ja. Tinkara? Ne. To pa ni res, bravo! 1 točka za Tinkaro, ker je zelo dobro igrala. Evo. Gremo dalje. A to je hkrati audicija za vaše stalno gledališče v... Tako, SNG... Vsi gledajo, ne? Tako je zdaj audicija za SNG Nova Gorica. Evo, zelo rada plešeš v paru, verjetno hitro dobiš soplesalca. Ja, se spomnim enkrat, ko sem šla na en tečaj, ne, da je bil kar problem. Ampak potem sem zbrala pa kar eno prijateljico. Aha, rada pleše Tinkara. Ja, z ozirom, da je glasbenik, pa naj glasbeniki se da opade tudi plesati. Ja? Bi rekel, da ja, no. Ja, rada pleše Tinkara. Mislim, ja, ampak ne plešem. In tudi v otroštvu sem želela iti na neke tečaje, pa moj idol je bil Michael Jackson, ki seveda tudi zelo lepo pleše. Ampak ne, mislim, ne plešem veliko v paru, tudi ne vem, če dobro plešem. Če pa treba, pa ja. Recimo, da je to nekje na sredini. Ja, bomo probali, zmenjeno. Vsak bo pol točke, odlično. Marsikdo ne ve, ampak ti si kot pevka začela v narodno-zabavnem ansamblu Primorska kri, ki je deloval samo nekaj let in zaključil, ko si šla na samostojno pot. Kaki so spomini, bi recimo se še vrnila v take narodno-zabavne vode? Ja, sem da povem, v bistvu to je bil tak band, glede na to, da je tako ime, pa rdeča barva, pa to. Mi smo na začetku začeli z narodno-zabavnim in potem na koncu smo končali s Pink Floydi. Tako da v bistvu je bila cela paleta, zdaj mediji poprimejo pol, da je bil to narodno-zabavni band, ampak ne, začeli smo tako z avbo na glavi, na koncu smo pa bili tako že v takih malo bolj rockerskih opravah. Se recimo še vidiš, bi še zapela, ne vem, Dolini Tihi? Ja, jaz ne delam razlik med žanri. Super. Je začela v narodno-zabavnem ansamblu? Tudi jaz, ko sem to pisal, jaz spomam, gledaj. Tu ne vem. Nekaj se morava odločiti. Ja, recimo, da ja, no. Ja? To je spet malo na pol, ne? Ker to, kar sem rekla, je res. Jaz sem igrala v enem bendu, ko sem imela 15-16 let v srednji šoli in smo začeli s tudi takimi skladbami, potem se pa to vedno prelevilo tudi v še druge žanre, tako da si bila, no, dajmo zdaj tako, si bila v Narodni noši? Ne, to pa ne. Ok, dajmo reči, da ne. Ni bilo prav. Eugen, no. Ti pa se Eugen, v tem bendu, ko govorim, je bil pa bobnar Eugen. Bobnar Eugen, evo, sami Eugen je od Tinkare. In šef v bendu. Tako, šef, evo. Tinkara, ti obožuješ Iana Andersona, znan flautist, poznate? Ne. Jet Rotal. Tako, menda ti je podaril svojo flauto. Ja, res je.
Ja. In ne samo to, da je podaril svojo flavto meni, vanjo je tudi vgraviral posvetilo. From Ian Anderson to Tinkara. In kje je zdaj ta flauta? Varno spravljena. Varno, ne smemo preveč govoriti, da ne bo zmanjkala. Nekje je. V Sloveniji. Ja. Je res bila ta znamenita flauta, je pristala pri njej doma v vitrini? Zdaj ima očala. Ja, to je problem. To je finta. V bistvu je bilo zaradi tega, da imam danes To je finta, Moje Blaž. oči so super. Zdaj ne vemo, kako zenice se odzivajo. Ja. Ma, jaz bi rekel, da ne. Ne, ni. Ja, to je To pa je res. Ja. To je edini odgovor, ki sem ga dala tako zelo resno. Zelo resno, To je resna stvar. Evo. In menda se učiš, oziroma si se učila kaligrafijo, torej tisto lepo pisavo, starinsko. Imaš tudi, oziroma si imela najlepšo peresnico v šoli, še vedno menda, a se je težko tole učiti? Ne, ni, zato ker moj oče je bil črkoslikar in smo že v otroštvu to počeli doma kot prosti čas. Moj dedek je pa delal v tiskarni Jadran, tako da smo bili vedno obkroženi s knjigami. Moja mama pa potem z njo pa sva potem delali ta Torej, čaj. kaligrafija, oziroma ta lepa pisava, a obvlada ona to? Vam je že dala kak avtogram? Neče. Bomo zrihtali zdajle, bomo videli po tistem. Ja ali ne, resnica ali laž? To bi bilo možno, ja, da ja. Ja, vse, kar sem je povedala, je res. Moj oče je bil res tudi črkoslikar. Evo, odlično. Odlično vam je šlo, Evgen. Kjera trditev vas je recimo pri Tinkari najbolj presenetila? Ne, tudi ta z temi kaligrafijo je zanimiva. No? Ma po moje tista z omarco, samo ker je bila prva, je že pozabila. Omarca. No, mene je recimo ta zelo presenetila, ko sem izvedel, da rada šraufaš. Tisto doživim, ko hodim okoli po strank in to. So tudi kakšne punce, ki si menjavajo same žarnice in skladajo omare in tako da je zanimivo. Evo, odlično vam je šlo. Hvala, da ste se udeležili tega srečanja. Zdaj vas prepustim Tinkari, da še malo poklepetate. Takole, mi pa smo združili še nekoga izmed vas, poslušalke in poslušalci, znano slovensko osebnostjo. Kdo nas obišče prihodnji teden, to bo znano na naših družabnih omrežjih, pa tudi na frekvencah Radia Robin. VIP, Randi in Sandi z vami že prihodnji teden. Čau! Kar klepetajte. VIP, Randi in Sandi.